Dober dan in dobrodošli v mojem novem tedenskem vlogu. Danes si bova z možem naredila en tak čudovit dan. Nahajava se na severu Portugalske, tukaj čez reko, kar vidite, je pa že Španija. Sva v mestu Caminha, tega mesta pravzaprav ne poznava, ampak deluje na tako ful simpatično, majhno, starinsko mestece. Tako da se že prav veseliva, da si ga bova pogledala. Dobra kavica, ne? Ja. Pronto, assim tá, mãe. Começa agora. Isso aqui é uma maravilha. Tá bem, tá. Tá bom. S kavo sva se ukrepčala, zdaj narediva en sprehod po teh ulicah. Temperatura je pa 26 stopinj, ampak ker malo popiha, je zelo prijetno. Še malo divjega česna, belega in vijoličastega, zelo lepo popestri pa poživi. Tukaj je točka, kjer lahko prečkaš mejo in greš z ladjico v Španijo. Ampak kljub temu, da je taka prijetna, super temperatura, da malo popiha, sva se oba kar zelo dobro namazala s kremo za sončenje. Namreč sva bolj južno, kakor če bi bila v Sloveniji, nekje na nivoju Rima in te lahko kar precej upeče. Čin. Matjaž ima kalamare na žaru, jaz imam pa gambere v česnovi omaki. To je tudi za pomazati verjetno ful dobro. Super, ja. Super. Dobro, ne? Zdaj pa pripada še sladica. Kaj točno je, ne vem, ampak neka tortica. Zelo okusna. Cena za vse skupaj je bila 58 €, predjed, glavna jed in pa sladica. Predjed so prinesli kar sami, nisva naročila, ampak potem vseeno računajo. Hrana je vrhunska, postrežba na nivoju. Mogoče je lokacija malo neposrečena. V bistvu je tukaj pešcona, ampak kljub vsemu vozijo mimo avtomobili. Midva sva bila v tej ulici, to je pešcona, razen za dostavo med 7 in 12 uro oziroma med 4 in 7 zvečer. Zdaj greva pa preveriti, če bo še kje kakšna plaža. Plažo sva sicer našla, ampak mislim, da ne bo ne za v vodo, ne za na plažo. Najbolj pogumni grejo v vodo, pa sva se tudi midva upogumila in šla mal na plažo in v vodo. Je pa kar mrzla, čeprav to je reka, ki se izliva potem v Atlantski ocean. Živjo, pa je nov dan in midva ponovno ob tej reki na sprehodu. Vsak dan parkirava drugje, narediva vedno drugačen sprehod in vedno znova naj kaj preseneti.
Tega strica sem pa pogooglala. Bil je ladjar in raziskovalec. Organiziral je več ekspedicij v Kanado. Živo je pa pred več kot 500 leti. Ponavadi jeva lokalno hrano, danes sva se pa odločila, greva pa suši sprobat. Naročila sva 26 kosov sušija, ki se ga bova pol mal porazdelila. Jaz sem za pit vzela sangrijo, Matjaž pa japonsko pivo. To pa ni ta prav bambus ali pa ta prave rože, ampak je plastika. Ampak je lepo, dekoriran, že to ti naredi vzdušje. Glej, kaj je to domiselno. Po mojem je to za kakšne prtičke, kaj te svem kaj. Res je bilo super, se ne vem kaj ne rečem. Vse skupaj je bilo 31 evrov skupaj s pijačo. Mogoče se zdi komu 31 evrov veliko, ampak evrčki pridejo in grejo, spomini pa ostanejo. Upokojenci smo danes dobili regres, pa itak ni važno, sej plačal je pa moj mož. Dobro jutro. Najin dan se začne z zajtrkom. Dober tek. Dober tek. Počasen začetek je najboljši začetek. Dan brez naglice, samo mi dva, zajtrk in mir. V zajtrku sva se odpravila na sprehod, vmes sva se ustavila še v eni poslovalnici za izposojo koles, pa se je Matjaž tudi kar odločil, da se bo eno kolo sposodil za 5 dni. Zdaj sva se usedla za eno sladico z portugalske kuhinje. Zdaj sva že kak teden tukaj in nama je zelo všeč, ker sva lahko popolnoma vse stroške plačala s kartico. Niti eden nas ni obrnil, da nima postterminala. Medtem ko lani v Avstriji so nas zavračali na dnevni bazi in smo mogli iskati gotovino po bankomatih. Ko pa najdeš bankomat, plačaš še provizijo in to za svoj denar, ki ga dvigneš. Tukaj nama je pa vse to prihranjeno, tako da lahko rečem čista 10. To bi bilo za ta tedenski vlog tudi vse. Hvala za vašo pozornost. Hvala, ker ste se potepali z mano. Bodite fajn, mi pa se vidimo prihodnjo nedeljo. Čau, čau!